Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes bomo spregovorili o stripu in ilustraciji. No, Ivan Mitrevski je sicer še marsikaj drugega, tudi aktivista, o tem danes ne bova toliko govorila. Torej, Ivan Mitrevski, stripar, ki ga poznajo širom Slovenije, vsaj tisti malce mlajši od naju. Lepo pozdravljen. Živijo, čau. Kako si kaj? Top, odlično. Ti? Super. Jaz sem mislila mogoče, da te razvedrim, če ti lahko en vic preberem za začetek. Dej. En vic. A veš, kako preprečiš krtom, da ti rijejo po vrtu? Ne vem, povej. Ne, bi pa rad vedel, ker mi ga čisto vsako leto razrijejo. Ja, skriješ jim lopate, pa je, a ne? Prav res. Tale je iz 300 kosmatih zverinske šale in živalski vici, ki jih je tudi ustvaril prav Ivan. Si sam zmislil vse te vice? Ne, jasno, da ne. Vici, mislim, da je redko kjer vic, ki si ga kdo dejansko zmisli. Avtorski vici so, bom rekel, redkost. Vice si podajamo med sabo in si jih pripovedujemo. So neka, bom rekel, zmaga nad krutostjo sveta. In si jih zelo radi delimo in si jih pripovedujemo in tudi te vici so zbrani. In mislim, da v kolofonu tudi piše, da so zbrani, da sem jih jaz zbral, ne napisal, no, tako da sem jih pa priredil in jih postavil v ta živalski kontekst, primeren za vrtčevsko a pa zgodnjo osnovnošolsko publiko. In kateri je tebi najljubši vic iz tukaj? Kjer je najljubši vic, mogoče kar tale iz naslovnice. Kako gre že ta vic, zakaj ima opica pikčasto majico? Ker je črtasta v pranju. Tako da zdaj, ko vidite opice v pikčastih majicah, boste vedeli, da imajo črtaste v pranju. Tako, pa prav pavijana si narisal, tipična opica za slovensko področje. Torej, zbral si jih. To pomeni, da si mogoče, glede na to, da vemo, da si v preteklosti si veliko črpal tudi iz življenja svojih dveh hčera. Tudi dva stripa sta natala na to temo, mala Nadja in še manjša Barbara. Ampak je en strip, sem dva otroka. A ni v dveh delih? Ne, ni. Ampak je pa res, da pa pride še en lik v strip, tako da, ker se je pač otrok rodil, ne, tako da smo ga morali tudi narisati, ne, tako da mogoče zato si zamešala. Sta oni dve mogoče krivi, da si te vice tudi zbral? Ne, nista, ker ta dva specifična otroka sta zdaj že malo prevelika za tele zverinske šale in živalski vici in ko preizkušam na nekoč moji ciljni publiki, ali so smešni te vici, dobim ponovadi odgovor, da je fote, da je malo kolerika, to je za dojenčke, da je nehi. Tako da ne, najbolj je za to odgovorno uredništvo Cicibana. Vse ti vici, oziroma večina teh vicev je izhajala v reviji Ciciban. Takrat mi jih je naročila urednica Slavica Remškar in kasneje je pa to nadaljeval novi urednik Žiga Kosec. Vseh priimkov sem se spomnil, odlično. In pol čez čas se jih je nabralo toliko, da sem mislil, da bi bilo smiselno jih izdati v knjigi. Če greste v knjižnico ali v knjigarno še raje in rečete, jaz bi imel pa knjigo z vici za otroke, boste zelo težko kaj našli. In zato se mi zdi, da je ta knjiga ima eno vrednost za našo sceno, ker teh vicov ni prav veliko. Pa mislim, da pa si tudi otroci radi pripovedujejo šale, posebej take o opicah z Nagoritjo. Tako da dajmo otrokom šale z opicami z Nagoritjo, ne? Tako. A za Ciciban torej delaš samo šale in vice ali tudi rišeš stripe? Stripov ne za Ciciban, sem pa vesel, mogoče lahko čistko, ker so oba ljubitelja stripov, bi rekel, zelo sem vesel, da izhajajo stripi tako v Cicibanu kot v Cicidoju. Izhajajo pa moji stripi v reviji Cicido. Cicido je za mlajšo publiko, se pravi vrtčevsko publiko, večinoma predbralno stopnjo, kot nekateri rečejo. So potem nemi?
Ciciban niso, medtem ko je Ciciban za osnovnošolsko mularijo. Niso nemi stripi, bi bilo pa zelo zanimivo narediti nem strip za otroke, ki še ne znajo brati. Niso nemi stripi, ker tudi Cicido sam ni nema revija, ampak se nekako razume in pričakuje, da bojo to revijo prebrali starši svojim otrokom. In tako da izhajajo v reviji Cicido. Moram reči, da je zelo naporno in zelo težko risati za to najmlajšo publiko, risati stripe in se je tam mogoče najbolj izkazalo, da je strip jezik, a pa mogoče neka serija likovnih konvencij, in da če otrok, bralec tega še ne pozna, ker kako bi lahko, če se še ni naučil brati, ne, da je zelo težko povedati celo zgodbo takemu bralcu, ampak upam, da smo izziv nekako prebrodili in da so te stripi zdaj izhajajo, mislim, da drugo leto, tako da upam, da jih imajo bralci radi. No. Vse več slišimo, da mladi ne berejo več. Imaš ti tudi iste izkušnje, glede na to, če se ne motim, nisi samo pri Cicibanu, ampak si tudi pri Galebu? Si še? Ja, res je, pri Galebu sem zelo letos prvič in na pobudo moje prijateljice, pisateljice Maše Ogrizek, mogoče moje najljubše pisateljice trenutno, in ona, že nekaj let sem jo fehtu, osvajal, da napiše neko zgodbo, ki bi jo lahko jaz ilustriral, in je končno to tudi naredila. In je ponudila zgodbo tržaški reviji Galeb in jo bojo tudi, oziroma zdaj izhaja po delih v tej reviji. V slovenščini, ne? V slovenščini, seveda. Galeb, mogoče za tiste, ki ne vejo, je revija za otroke in mlade, izhaja v Trstu in je namenjena predvsem tej naši manjšini v Italiji. Jo pa lahko dobite tudi pri nas in jo tudi preberete, jasno, ne. Tako da sva se z Mašo kar lepo ujela in mislim, da bova pol, upam, da bova tudi enkrat spravila to njeno zgodbo, Riba na suhem se imenuje, da jo bova spravila tudi v knjigo. Se pravi, si jo malo ukradel Mihi Hančiču zdaj? Jaz sem jo ukradel Mihi Hančiču, ampak upam, da Miha ni jezen name, ker vem, da ima Miha ogromno dela, tako da upam, da ni jezen, ampak ne vem, mogoče bo izbil še iz njega. Tako da... Ja, to le pazi, ne, ker vendarle ste ta kamniška naveza, striparska, ste potem samo bi ostala samo še ti in Martin Ramoveš, tako da enotretjinski upad bi se kar poznal. Ja. Mislim, ona dva pa delata, se mi zdi, da so super njuni stripi, Luka iz bloka in ta novi strip, ki izhaja o teh vampirčkih malih, se mi zdi, da super sodelujete skupaj, no, pa upam, da bo z Mašo tudi eno tako kemijo uspela pogruntati, no, tako. No, pa, če se vrneva nazaj, se pravi, naprimer, ravno omenjeno sodelovanje Mihe in Maše je prav namenjeno tem otrokom, ki v bistvu še ne znajo brati, ne, ta Koška iz bloka oziroma Luka iz bloka. Ja. To je za res majhne otroke. A je res za majhne otroke, vse izhajalo je v Cicibanu, ne? To jaz mislim, da je kar za osnovnošolske otroke. Notri je ena druščina, ena klapa, kar je jasno že kaže, da so otroci že prišli do šole, kjer se tvorijo te klape in druščine, in tudi notri so skejterji, pa piflarji, pa vse te delitve, ki jih poznamo iz osnovnošolskega življenja. Tako da jaz mislim, da je ta strip predvsem namenjen osnovnošolski publiki in mislim, da ga lahko prvošolci že zelo dobro razumejo in ga posvojijo in ga imajo za svojega in mislim, da ga lahko berejo kar zelo daleč naprej, ker sta se Maša in Miha potrudila, da sta vtaknila notri šale, ki se jim lahko smejimo, tudi zreli bralci, ali kako bi nam rekel, ne.
Se to je verjetno prav poseben trik, ne, da v bistvu narediš za vse generacije. Ali si rečeš, ne, to je pa naprimer za od 3 do 6. Ja, zdaj založniki in knjižničarji in vsi ljudje, ki imajo dela s knjigami, imajo zelo radi, da so zadeve segmentirane. Se pravi, da so demografsko, starostno definirane, da tudi vejo in znajo potisniti to knjigo naprej. Je pa to zdaj pri stripu tako, no, da mogoče, če narediš strip samo za eno publiko, ga seveda uničiš za vse ostale. In je najlepši stripi so po mojem taki, ki jih lahko bereš od malih nog do odraslosti. Zdaj, kako najti to magično formulo, je pa vprašanje in včasih uspe, včasih pa ne. Mogoče pri stripu je tudi zanimivo, te stripi, ki jih danes se prevajajo in ponatiskujejo naši in tuji, ki se jih danes prodaja in ponuja kot otroške stripe, naprimer Tintin ali pa Asterix ali pa naš Miki Muster, nikoli niso bili narejeni s to demografsko segmentacijo v mislih. Se pravi, niso bili, Miki Muster ni se usedel za pisalno mizo in si rekel, zdaj bom pa delal za otroke od prve triade do druge triade, ampak je pač rekel, jaz bi pa naredil en fajn strip in ga je pač narisal. In mogoče ta pojav danes, no, da radi knjige zelo tržno in demografsko že v začetku postavimo nekam v eno starostno skupino, je mogoče novejši, a pa je mogoče ta trend danes močnejši. Vsekakor večji, ko je trg, močnejši, ko je trg, več je pritiskov na avtorja, da upošteva tudi te demografske smernice, tako da kdor je kdaj delal za ameriške, angleške založbe, ve, da ga tam zelo hitro iztisnejo kakšne bolj žmohtne šale in jih enostavno izključijo. Ti imaš izkušnjo z delom v tujini? Imam zelo malo v resnici. Par knjig sem ilustriral za različne založbe, niti ne vem, kako jim je šlo po tem knjigam. To je bilo že nekaj časa nazaj, pa sem potem nekako pustil to. Se mi zdi, bom rekel eno totalno sluzasto floskulo, ampak avtorju je mesto med svojimi bralci, in mislim, da je to čisto res, no. Mislim, tam sem pogrešal ravno ta stik, ne. Zdaj v Sloveniji izdam knjigo, me povabijo na intervju, kar je okej, ampak še bolje, če te povabijo na šolo, pa spoznaš ljudi, ki dejansko berejo te zadeve, se pogovarjaš z otroki, jim lahko kaj narišeš, jim lahko kaj svetuješ, ti pokažejo svoje risbice in v bistvu brez tega stika z bralci se mi zdi, da ta posel nekako izgubi en lep del svoje lepote, en del tega, zaradi katerega ga je sploh vredno upravljati. Pa hodiš kaj po šolah? Naprimer, Primož Suhodolčan je zelo znan po tem, da ima redne turneje. Toliko kot Primož Suhodolčan zagotovo ne hodim, ampak ja, hodim pa redno in obiščem kar ene par šol vsako leto, no, tako da na kakšne šole, posebej v Kamniku, me pa na vrtce in šole me pa kar rade te vzgojiteljice, učiteljice, knjižničarke me kar rade pokličejo in jaz se tudi rad oglasim in pridem in naredimo ali delavnice ali nastop ali karkoli podobnega. Tako da to mislim, da je ena od lepših delov našega poklica. Pa se ti zdi, da so otroci torej zainteresirani za stripe? Ali si ti mogoče prvi uvid v ta svet sploh? Ne, mislim, da strip oni kar zelo hitro razumejo in ga zelo spontano nekako pogruntajo in sprejmejo. In mislim, da jim je zelo domač in že od malih nog ga začenjajo brati in ta jezik tudi zelo hitro usvojijo. In mislim, da strip berejo tudi radi do poznejših let. Je pa res, da pa, kar si prej vprašala, pa se tega nisva lotila, je pa res, da pa branje
ni več tako kul očitno, ne? In da število bralcev, da ne moramo biti zadovoljni s številom bralcev v Sloveniji. Bralna kultura, bom rekel, da je tle še nekaj potencialov za nas. In te nastopi na šolah, mislim, da pomagajo k temu, da se ta bralna kultura dviguje in postaja bolj vsakdanja, del vsakdanjega kulturnega življenja, ne. Ker ne vem, zakaj malo je je tako, nenavadno, po eni strani ves čas pišemo SMS-e, neka besedila nekomu drugemu, hkrati pa kot da ni fokusa, da bi torej vzeli res knjigo v roke. Zdaj, seveda obstaja, to je drug način branja, kakšni temu rečejo globoko branje, mogoče malo zelo vzvišeno ime so dali za nekaj, kar bi želeli popularizirati, ampak mislim, da kar je vrednost branja za mularijo in za absolutno vsakega posameznika, je to, da se poglobiš v nek svet, da se potopiš v svet in da si v tem svetu bivaš z junaki, ki jih spremljaš skozi njihove dogodivščine. SMS vsekakor ni tovrstno podoživljanje in zato tudi branje povezujemo, bom rekel, posebej še mladinsko literaturo povezujemo z pojmi, kot so empatija, sočutje, in mislim, da pri otrocih, ki berejo, lahko razvijamo tudi eno, bom rekel, empatijo, ker so že doživeli toliko različnih zgodb v romanih, v stripih, v ilustriranih vicih, karkoli. In v tem je ta pismena kultura, vrednost knjige v tej pismeni kulturi, ki se izraža tudi v SMS-ih, v kratkih člankih na internetu, ampak nikoli SMS-ov in interneta ne beremo poglobljeno ure in ure in nikoli ne zapremo interneta in ga beremo potem naslednji dan naprej. To so vedno zgolj kratke novice, informacije, medtem ko je pa brati knjigo pa pač neko drugo doživetje, kontinuirano branje, ki povezuje zgodbo od prej in tako. O tem je bilo narejenih tisoč in tisoč raziskav in vse pravijo, dajte otrokom brati, kupite jim knjige, berite, naj berejo. Tako. Tudi Miha Kovač v tej svoji knjigi govori ravno o empatiji, ki pravzaprav jo nekako usvojimo skupaj z branjem. Ampak kaj se ti zdi, da je tisto, kar nas dejansko lahko naredi bolj empatične? Je zgolj to, da lahko spoznavamo zgodbe sveta, življenja iz različnih zornih kotov? Jaz mislim, da točno to, da se poglobimo, da živimo. Nek pregovor pravi, kdor ne bere, živi eno življenje, kdor pa bere, živi 1000 življenj. Mislim, da je točno to ta trik branja, ravno v tem, da podoživljamo druge zgodbe na nek zelo poglobljen način. V enem romanu moramo dejansko se podoživeti junakovo zgodbo in to je tisto, kar nas po moje, kar mlade bralce naredi bolj empatične, to, da razumejo, da so drugi v svojih kožah in v svojih situacijah. Je res, Miha Kovač je zelo velik promotor branja in to zelo rad poudarja. Je pa tudi res, da pa to seveda ne more delovati absolutno in na vseh posameznikih na enak način, ampak v zelo grobem pa mislim, da je to popolna resnica. Branje nas dela bolj empatične in bolj sposobne, da se spopadamo z situacijami, ki jih prej nismo doživeli, ker smo jih na nek način že prej predelali skozi branje. Kaj pa samo branje stripa, naprimer promocija branja skozi branje stripa? Gre tukaj za degradacijo stripa kot medija ali gre pravzaprav za promocijo le-tega? Zanimivo, da si rekla degradacijo stripa kot medija, ker ponavadi vpraša, a gre za degradacijo bralne kulture, ker ko prebereš mladinski roman, prebereš tisoče in tisoče besed, medtem ko prebereš strip, pa jih samo mogoče par 100 besed prebereš in res se včasih se razume, da je strip branje za mogoče oklevajoče bralce, ampak jaz mislim, da to ni res. Mislim, da bi
knjižničarke, knjižničarji, vzgojitelji, kakorkoli, vsi ti ljudje, ki delajo z otroci redno, bi potrdili, da v resnici berejo stripe ljudje, ki pač že tako radi berejo, medtem ko otrok, ki ne berejo, jih pa tudi stripom ne prepričaš, da bojo prebrali. Mislim pa, da je strip, kot sem že prej rekel, en svoj jezik in mislim, da ko beremo strip, beremo vsekakor besedilo v oblačku, ampak beremo pa tudi geste likov, poglede, situacije, ki se nam prikazujejo v kadru in ta likovni jezik je, čeprav ni črkovno branje, ne, je vseeno na nek način branje likov, branje gest, branje izrazov na obrazu, branje situacij in seveda branje postavitev likov v kadru in vse to nekako usvojimo in se naučimo brati in razumeti ta jezik skozi čas in kdor mi ne verjame, naj poskusi napisati strip za vrtčevske otroke brez besed in bo videl, da se bo moral kar precej potruditi, da bo povedal stvari brez ustaljenega nekega dogovorjenega koda. Saj se ti zdi, da mogoče ravno temu branju podob namenimo skozi izobraževalni proces dovolj pozornosti? Ne nazadnje danes vsi smeškoti, ki jih uporabljamo, Ne, to so vse likovni zagotovo izrazi. ne namenimo vizualni izobrazbi dovolj časa. V 6. razredu otroci izgubijo 1 uro likovnega pouka in jo nikoli več ne dobijo nazaj. Kljub temu in se likovni pouk, nasploh ustvarjalnost in umetnost se izriva iz šolskega procesa. Pred parimi dnevi je minister za šolstvo povedal, da daje prednost digitalizaciji in učenju tujih jezikov, kar se meni zdi treparija. Pomembno je, da se otroke nauči biti ustvarjalni in da bojo se znali spopasti s situacijami, ki jih danes ne moremo predvideti, ker danes ne vemo, kakšen bo svet čez 20 let, ko se bojo otroci, ki se zdaj vpisujejo v šolo, zaposlovali in je neumno, da jih učimo digitalizacije in nekih programov, ki bojo takrat mogoče že zdavno zastareli. Mislim, da je ravno sposobnost vživeti se v tujo kožo, razumeti druge situacije, sposobnost biti ustvarjalen in se znajti v novih situacijah, tisto, kar je najbolj pomembno pri izobrazbi. In vizualna komunikacija je danes povsod, kamorkoli pogledate, nas vsi prepričujejo s fotografijami ali pa z ilustracijami. Kadarkoli ima kak moj naročnik kakšno težko stvar, ki bi jo rad razložil svoji publiki, me pokliče in reče: Ivan, daj ti en strip naredi, da bojo ljudje to razumeli. In prav res je, kadarkoli smo soočeni s kakšno novo situacijo, nam to ponavadi razložijo s stripom. Ko je bila pandemija, kako so nam razložili, kako se umiva roke in nadene maske, s stripom, ker je to nekako najbolj enostavni način, s katerim stvari razložimo. A kljub temu, da uporabljamo vizualno komunikacijo praktično na vseh nivojih življenja, likovno vzgojo izrivamo ven iz šolskega procesa in jo nadomeščamo z nekimi zelo tehničnimi znanji, ki je vprašanje, če bojo čez par let še vedno uporabni. Tako da jaz pravim, rišite in opazujte in se naučite opazovati. In tudi branje podob je ravno tako branje in ravno tudi podobe so nek dogovorjen način sporazumevanja. Tako. Sicer pa poročajo predvsem vzgojiteljice, da imajo otroci vse manj in manj tudi pozornosti za samo risanje. Naprimer rečejo, da nariši mi pavijana in potem hitro nekaj načečka in vrne, potem pa jih spodbujajo z idejami, kot je naprimer, kje ima pa prste ali ima pavijan prste. Ja, vem. Zdaj, to bi bilo, ta pomanjkanje pozornosti je spet, bom jaz rekel, to ni težava, to ni majhna reč, to je pač stvar, ki je prišla z načinom življenja, kakršnega danes živimo in jo ne bomo odpravili z eno samo potezo. Mislim pa, da zaradi telefonov, danes imajo otroci ogromno krožkov, letajo iz ene aktivnosti na drugo, ves čas so pod pritiskom, da prenesejo domov neke rezultate v obliki priznanj ali pa
ocen in konec koncev so tukaj tudi telefoni, zelo hitra komunikacija, kjer sam klikaš in klikaš naprej, dokler se sam ne preklikaš in odklikaš. In spet je tukaj pomembnost in aktualnost branja, ker ravno branje in risanje, če hočete, ali pa pisanje na drugi strani, ustvarjalnost prisili posameznika, da se sooči z neko težavo in na njej vztraja nekaj časa. In jaz mislim, da je vrednost branja tudi v tem, da urite svojo koncentracijo. No. Tako bi rekel, tu so vse zelo enostavne, zelo bedaste stavke tle govoriva, ampak v resnici so vsi popolnoma res. Zakaj jih moramo še vedno že tisočič ponavljati, ne vem, ampak branje ni v trendu, čeprav je rešitev za toliko veliko problemov naše dobe. Je pa v trendu ekologija, ki mislim, da se ji tudi sam veliko posvečaš, mogoče tudi zato, ker je tudi ni toliko v šolah, ta je, če se ne motim, predzadnji, ne? 300 kosmatih. 300 kosatih je zadnja moja knjiga, ja, ta pa je, mislim, da tudi predzadnja, kakor si rekla, ja. To je Rdeča raketa in zeleni planet. Ponovno se ukvarjaš tukaj z ekologijo, s katero si se pravzaprav že v sklopu zgodbe o Volku Libeli. Ja. Torej, je to nek fokus, ki si se zdaj mogoče obrnil proti njemu, ali gre čisto slučajno? To me vsi šrafate s to ekologijo, ampak res sta samo 2 deli na to temo. No? Tako da, ne vem, drugače vsa dela so smešna, a pa se vsaj trudijo, da bi bila, no? Ampak me nikoli, a nisi ti ki smešne vice poka, ne? Noben me tega ne vpraša, vsi me s to ekologijo šrafate. Ja, ekologija je v šolah v bistvu v resnici ogromno in posodjo je ogromno. Danes ne moreš nikamor več iti, da ne bi gor pisali eko. Bom dal par primerov. En podjetnik v mojem domačem Kamniku je na črno zgradil eno letovišče in tam, kjer bi moralo biti poplavno območje za reko, je pozidal vse in ugan, kako se imenuje to letovišče, ekoletovišče. Obstaja ena tovarna, ki proizvaja plastično embalažo. Kako misliš, da se imenuje? Ekoplast. Danes je vse praktično eko, tako da je težko se izbezati ven iz tega, težko se je znajti v tem ekološkem diskurzu, ker mislim, da so zelena gibanja uspela na retorični ravni izsiliti ekologičnost. Ampak dejanskih ukrepov pa mogoče tle so bila pa bistveno manj uspešna. In mislim, da je ekologija nekaj, s čemer se bomo en tak ekologistični diskurz je povsod okoli nas se o tem govori na tak pa na drugačen način in je to nekje, kjer mislim, da se z svojo publiko lahko ujamem in najdem. Pri tej Rdeči raketi in zeleni planet sem to ekološko noto uporabil za voljo zgodbe, tako da upam, da nisem bralcu preveč težil s tem, kaj mora početi in česa ne sme in kakšen mora biti in ne. No, se mislim, da moralizem ponavadi ni del tvojih del. Jaz tudi mislim, da, veš, super, da otroke učimo, da morajo ločevati odpadke, ampak bi lahko kdo stopil na prste ljudem, ki dejansko proizvajajo tone in tone teh odpadkov. Super, da učimo otroke, da je dobro uporabljati javni prevoz, ampak ga lahko že enkrat jebemo, vzpostavimo. Mislim, super, da posameznika šrafamo na vseh nivojih, no, ampak res mislim, da posamezniki ne odločamo o toliko stvareh, da bi lahko premaknili svet, ki ga sestavlja, koliko že je 8 milijard posameznikov. Tako da mislim, da tudi otroke s tem ekomoralizmom ves cajt šraufajo in je to, bom rekel, plodna tema. Ampak spet, samo 2 deli ste na temo ekologije, pa ves čas me to sprašujete. Sam povem. Ampak zdaj si prvič prikazal nek mal bolj fokus na nekaj, ne? Prej si bil povsod nekje, nikjer pa tako prisoten kot naprimer zdaj. Drugače, ilustriral sem ogromno zgodovinskih knjig, pa očitno niso bile toliko zanimive za... Med drugim tudi Žanov super mega fantastični potep po zgodovini Slovenije. Sem hotel napisati najdaljši naslov stripa za Guinnessovo knjigo rekordov, pa mislim, da ni mi uspelo, ampak tako
Tako, ja. Res je, ta strip je zbirka kratkih stripov in glavna junaka sta dva, en lump, en dober, kakor se pač za strip spodobi, in se med sabo dajeta in potujeta po raznih obdobjih v zgodovini ozemlja današnje Slovenije in poskušata. Spoznamo pa tudi notri nekaj artefaktov iz različnih muzejev. Spoznamo nekaj artefaktov iz različnih muzejev. Mogoče zanimivi za nas so prva risba, ki je najdena na ozemlju Slovenije. To je neka kamenodobna risba v neki jami blizu Sežane, kar pomeni, da so ljudje že risali, odkar so obstajali, kako drugače. Notri spoznamo Situlo iz Vač, ki je morda prvi strip na območju današnje Slovenije, ker pripoveduje zgodbo s serijo sličic. In spet izzivam vse tiste, ki mislite, da strip ni jezik poln konvencij, da preberejo ta strip brez arheologa ob sebi in bojo videli, da je to zelo težko. Čeprav, ko nam arheologi malo razložijo, kaj pomenijo vse tiste sličice, gre potem lažje. Je pa to zgodba o ustoličenju nekega takratnega budževana. Ne vemo, kako mu je bilo ime, ker niso zapisovali zadev, ampak mora biti car. Si pa zdaj vsa dela, no, vsaj ta, ki si jih izdal, pravzaprav namenil mlajši publiki. A bo zdaj torej ta strip, ki ga pripravljaš, za voljo katerega si ure in ure presedel v Delavski svetovalnici, tvoj prvi strip za odrasle? Ja, a bo to prvi strip za odrasle? No, razen tistih nekaj kratkih stripkov sem objavil po časopisih na internetu in čistko za voljo sebe, ampak ja, v resnici tak celovečerni album, mislim, da je kar prvi strip za odrasle, no. Se mi zdi, jaz se ne znajdem toliko v publiki odraslih bralcev, jih tudi ne poznam. Moja primarna publika so jasno otroci in tako da se zdaj podajam na neznano območje. In je res, mogoče, če povem par besed o temu stripu. Jaz sem bil nekaj časa prostovoljec društva Delavska svetovalnica, društvo, ki pomaga delavcem, delavkam skozi določene administrativne ovire, delovnopravne zagate, spore, konflikte. In sem, ko sem bil njihov prostovoljec, slišal ogromno zgodb teh delavcev in delavk. In se mi je zdelo, kaj to pomeni sploh, da si bil prostovoljec? To pomeni, da so imeli v Kamniku nekaj časa na mojo pobudo pisarno, ki je bila odprta enkrat na 2 tedna, in sem za njih organiziral hodil po jim organiziral prostor, da so prišli, organiziral publiko, da se je to razvedlo, da so prišli ljudje, in potem, ko smo imeli primere, sem jih tudi, kolikor sem jih lahko s svojim znanjem peljal naprej, ne. Se pravi, včasih je bilo treba kakšno pritožbo napisati, pa sem jo jaz napisal, pa dal izkušenim svetovalcem za pregledati, ali pa sem kakšnega člana, ki se mogoče težko premika, pa težko govori slovensko, peljal k zdravniku, ali pa na urad, take zadeve. Drobne opravke, to. In so te zgodbe so te potem... Te zgodbe so me potegnile not in se mi zdi, da so bom tvegal in rekel, noro smešne, če ne bi bile toliko jebeno žalostne. In sem se odločil, da je te zgodbe treba povedati. In jaz, ki sem pač stripar, jasno znam govoriti predvsem v tem jeziku. Tako da te zgodbe sem zbral in jih tudi večinoma že narisal in upam, da bom letos uspel izdati zbirko stripov o zgodbah, ki jih piše slovenski kapitalizem. Lahko rečeš tudi življenje, če želiš. Ja, in tako, no, upam, da mi bojo
odrasli bralci naklonjeni, ne vem pa ne v resnici, ne vem pa ne. Ne poznamo se, oni mene ne poznajo, jaz njih ne, tako da upam, da bo strip dobil svojo publiko. Se mi zdi, da je najbolj žalostno za strip, če svoje publike ne dobi. Stripi so taki in drugačni, eni so lepo narisani, eni so nakrcani, enim se zgodba zatika, ene prebereš na mah, ampak najbolj žalostno od vsega je pa, če nima publike, tako da upam, da bo našel svojo publiko. Vsekakor. Sej, če se ne motim, tu vse te naslovnice, kot jih poznamo pri tebi, ker večino stvari izdajaš kot samozaložnik, so take pisane in živahne, ta je tukaj Kako buča zraven. večino, a od dveh je polovico izdala ena druga, no, prav. Polovico, oprosti. Jaz hočem zdaj tebe povzdigniti in to, kaj vse znaš, ne. Se pravi, ponavadi se vrtimo okoli teh nekih živih pisanih barv. Zdaj ta nov strip verjetno ne bo takšen. Ne bo toliko pisanih barv, je res, da je kapitalizem pisanih barv navzven, ampak drobovje njegovo je črno-belo, tako da bo kar jasno črno-bel strip. In sem zelo vesel, da bo črno-bel. Jaz mislim, da danes se vse tiska v barvah, ker se pač nekako se je pocenil tisk do te mere in je to nekako postalo standard otroške mladinske književnosti do, bom rekel, do skoraj srednješolskih romanov, ali kako bi rekel, no. Tudi Miki Mustarja zdaj barvajo. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Tudi Miki Mustra zdaj barvajo in točno to je, ko je nastal, je bilo čisto dovolj, če je bil črno-bel, zdaj ga pa barvajo, kot je pač duh časa. Zdaj, jaz ne da bi karkoli o koloristih Miki Mustra, meni pač ljubši črno-bel in tudi mislim, da so stripi so mi bili veliko ljubši, ko so bili črno-beli. Mogoče še en primer so stripi, zelo popularni pri nas stripi Dava Pilkija, Kapitan Gatnik in Pasji mož in še drugi. In ko so bili črno-beli, so mi bili v bistvu veliko bolj všeč kot zdaj, ko so jih izdajajo nekatere pobarvane, novejše pa že izdajajo samo barvne. Ampak tako da črno-belo se mi zdi, najlepša se mi zdi črna črta, dobro odmerjena črna črta, pove absolutno vse in se mi zdi, da so barve okras in v resnici nepotrebne. Torej tudi na delavnicah potem spodbujaš barvanje? Ne spodbujam barvanja na delavnicah. Na delavnicah jaz, ko organiziram oziroma me povabijo, da imam delavnice, jih predvsem učim oziroma jih spodbujam, da rišejo. Rišejo, se pravi, vlečejo črte. Tako da barve jim pri tem ne igrajo pravega pomena, čeprav uporabljamo večinoma barvne flomasterje, jim kar enega podam in s to barvo rišejo. Se pravi, če ni črna barvica, je pač kjerkoli druga barva deluje kot tista, ki je pač Torej se ne skregajo, kdo bo imel modri flomaster? Ne, jim ne dovolim, ne. Drugače, ja, jasno, barve so za otroke, pa tudi za vse nas so tudi neko izražanje identitete in preferenc, ampak pri risanju sam je to brez veze, tako da nas zanima črta in oblika, ki jo črta prinese. To. Zdaj, mogoče takole še za konec, se imaš izključno za striparja ali tudi za ilustratorja? Ves čas govorimo, kako malo ljudi živi zgolj od stripa v Sloveniji. Ja. Se smatraš za enega od njih? Ja, zdaj ne vem, bi moral številke skupaj vrst, koliko jih je od stripa, koliko jih je od ilustracije, ampak zagotovo se imam za striparja in ilustratorja in pisatelja, tako da vse tri te svoje poklice poskušam opravljati čim bolj, kot jih lahko, no. Je pa res, da zadnje čase zelo malo stvari ilustriram od drugih ljudi, ampak kot sem prej rekel, bom zdaj ilustriram, oziroma sem že narisal, ni pa še vse izdano, zgodbo Maše Ogrizek, tako da... Kako si rekel, Riba na suhem? Riba na suhem je naslov zgodbe, ja. Torej je dejansko tudi kakšna morska tematika tukaj? Ne, ker je na suhem, riba je, dejansko riba
gre in v svojem skafandrčku hodi po suhem. V skafandru. Ja, kako pa naj drugače, ne? Se razume. Veš, tudi ti najbrž ne greš v vodo brez skafandra, no, razen če ne, veš, no, mogoče slaba primerjava, pojma naprej. Poleg tega stripa, ki ga pripravljaš iz Delavske svetovalnice, meni je zanimiv že zaradi tega, ker si se ga lotil na čisto drugačen način. Se pravi, dejansko bo šlo za nek reportažni strip, bi lahko rekli. Jaz bi rekel, da bo prav dejansko reportažni strip. Bom rekel, da ne vem, če obstaja pri nas kak strip take sorte, da bi ga pri nas proizvedli. So bili pa te reportažni stripi nekaj časa zelo in smo jih tudi prevajali, mogoče Joe Sacco je eden bolj znanih, tudi pri nas preveden, mislim, da so 3 knjige prevedene njegove. Tako da sem, je pa res, da pa zdaj obstaja, ne, zdaj, ko je bil ta trend enkrat na vrhuncu, je uplahnel, ne, ampak obstajajo pa reportažni stripi praktično o vsem, če berete francosko, a pa angleško, a pa najbrž japonsko, praktično o vsaki temi. Je pa res, da pa pri nas pa se ne spomnim, da bi jih prav veliki šlo. Sej, kako je bilo pa tebi? Ti si torej ure in ure presedel tam, poslušal zgodbe, bil si pravzaprav muha na zidu, ali kako? Nisi spraševal vmes, se upravičujem, lahko to še enkrat poveste? Ja, muha na zidu ali pa tamle v kotu, kakor želiš, ja. Prav dejansko so mi dali kot, kamor sem se usedel in poslušal ure in ure, tedne in tedne, par mesecev, da sem jih nabral dovolj zgodb. In bi rekel, da te zgodbe, ki sem jih nabral, sicer jih pripovedujejo posamezniki, ki so se jim zgodile, ampak v resnici se te zgodbe, dlje kot sediš v Delavski svetovalnici, vidiš, da pač se te zgodbe ponavljajo, da niso nič posebnega, ampak da so pač stvari, ki se danes ljudem dogajajo. Tako da to, da se je nekdo polomil v službi, a pa da je nekdo od izčrpanosti obležal, je pač nekaj, kar se danes dogaja. In ko vidiš te mase in mase in mase ljudi, ki prihajajo tam z enimi te istimi problemi, zato se mi je zdela te zgodbe smiselno in zanimivo povedati, ker so to zgodbe vseh nas, to so zgodbe slovenske realnosti danes. In zato so te zgodbe vredne. In ko se nam zgodijo, se nam zdi, da se nam zgodijo, da smo mi nekaj narobe naredili, ampak ni res. Nesreče se dogajajo, izčrpanost se dogaja iz višjih strukturnih razlogov. In to je ta poanta, ki jo hočem svojim bralcem povedati, če bo jasno ta strip dobil te bralce. No, vsekakor držimo pesti, da bo res prišel ven. Se veš, kako je, itak vse knjige pri nas izhajajo pred knjižnim sejmom novembra, ne? Tako da do takrat moraš narediti, če hočeš letos. Zagotovo bom do takrat naredil, ker me res že ta ustvarjalna energija me duši in ga moram spraviti iz sebe, tako da zagotovo. Dobro, da pa ne končava na tragični noti, nam mogoče zaupaš še eno zverinsko šalo ali živalski vic za na konec? Lahko imaš plonk cegelc tukaj. Okej, vam bom povedal eno zelo dobro šalo. Okej. Kaj je bilo prvo, kar je krokodil pojedel, potem ko so mu odstranili gnil čekan? Ne bi vedela. Zobozdravnik. Tako da... No, tako da to. In v knjigi je specifično doktor Zoboslav Svedernik. Zoboslav Svedernik. Tako. To je pa zelo simpatično ime za zdravnika. To je skoraj tako, kot če bi se jaz Svinčnik pisal. Tako. No, in če boste pogledali torej Ivanove stripe ali njegove zverinske šale in živalske vice, boste lahko še kako našli kakšne majhne, presenetljive šale, ki se skrivajo tudi sicer v dolgi zgodbi. Ivan, najlepša hvala, da si danes vzel čas in prišel sem. Hvala za vabilo.
Vi, dragi gledalci, pa le brž posezite po njegovih stripih in knjigah, sploh če se želite malce nasmejati. Kot rečeno, resnejše teme pridejo konec leta, o tem pa vas bomo seveda tudi še obvestili. Ostanite z nami na Megafon TV, z nami je bil danes Ivan Mitrevski. Če boste slučajno zamudili pogovor, pa bo že prihodnji teden objavljen tudi na našem YouTube kanalu. Lepo pozdravljeni.